Tale M2 je eden najboljših vozniških strojev, kar sem jih kdaj pelil. BMW Slovenija se zdaj sam za glavo držijo. Kaj? M2 ni kot kondom! Kaj zdaj? A začnemo s slabo novico. M2 za mojim hrbtom, to je ta najnovejši M2, čist frišen avto, je najbrž ta zadnji M2. Ampak dajmo solze na stran, osredotočimo se na to, kar imamo, kar je tukaj, kar je oprijemljivo. Tale M2 je eden najboljših vozniških strojev, kar sem jih kdaj pelil, ni za loviti rekorde, za iskati užitke. To pa je. Dajmo začeti kar sceno, to se pravi, tale M2 v osnovi, ampak brez M-performance dodatkov, košta 93 jurjev, ko pa dodaš še tale usmerjevalnik zraka iz carbon fibra tukaj spredi, pa tale front lip, da v carbon fibra špeglih, pa teli side skirtsih, poglej, ki so zares hudi. Dobro, se tega še kar nekaj, se pol tega lotimo. No, skupaj s temi dodatki pa pol cena naraste za dodatnih 12-13 jurjev, kar pomeni, da smo ravno kar ustrelili čez 100 jurjev. 100 jurjev za M2. A veš, kaj hočem reči? Koliko je že M3, koliko je že M4? Daj, prosim lepo, vzam si cajt, poglej si, pa kaj pa jaz vem, za začetek ledvičke, pa vse ostale odsekane, odrezane poteze. Nemci bi rekli, da ta avto zgleda, kaj pa jaz vem, kantik, ekik, škatlas, tak kartonast, ne, kaj govorim? Mislim, teh jasnih, ostro odrezanih potez, vidiš ta detajl, je zares ogromen. In s tem je pač povezana ta vizualna estetika, ki pri marsikomu preprosto ne gre skozi. Jaz moram priznati, sem bil prva med njimi. Če vzamem tole modro farbo, sem še vedno tam, zato ker mi preprosto ne gre dobro skozi. Ampak, če bi si v mislu pa črnga, pa z enakim ledrom, to se pravi fina, rjava barva, stari moj, pa mi pa zelo na hiter rata zelo všeč, zelo poseben je, karakterno je močan, kar pomeni, da seveda polarizira. In to je pri avtomobilu vedno dobro. Nikoli ne boš imel avta, ki je kar vsem všeč. Sem pa tja pa najdeš kakšen avto, ki vsem ni, ne? Pa te geometrijski liki, kvadrati, pravokotniki, take reči. Pa še ena hecna stvar, ker sem jaz tale avto prvič dobil na preizkus, takrat, ko smo za Conti snemali en oglas, takrat teh M-performance delov tale M2 še ni imel in je izgledal čist drugačen. Zdaj, ki jih pa ima, pismo stari, jaz to spremembo kar pozdravljam. Mislim, tele side skirtsi, ki sem jih že prej pokazal, so zelo izraziti, ga naredijo še bolj agresiven. Le, da si boš lažje predstavljal, še od blizu posnamem, da boš videl, kako se skupaj izgleda. Zadeva deluje precej stabilno, nameščena je tukaj predvsem manoja. Nekaj malega je seveda šminke, verjamem, da tile dodatki prinesejo tudi nekaj dodatnega downforcea, nič ne rečem. Pozdravljam predvsem tale del tukaj let spredaj, ker kad takole pogledaš, ne, moraš priznati, da zgleda precej seksi, medtem ko se mi tale model tukaj, pa tale model tukaj ne dopadeta čist nič. A je ne pozabi pa na carbon fiber streho! Ta je bila pa tukaj že od začetka, predno so gor prepopali M-performance dele. Ok, pejmo naprej. Mimogrede, če si že kdaj tudi na kakšnem drugem običajnem BMW-ju videl točno takle BMW-ov logotip, veš kaj to pomeni? S tem detajlom BMW obeležuje 50-letnico črke M. Mašina. 3-litrski vrstni šestvaljnik, ki ga vsi že zelo dobro poznamo iz M3 pa iz M4. V tem avtu razvije 460 konjev, 550 Nm navora, ves navor se pa prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na zadnjo os. Na mejo postavil že 2-3 tedne nazaj, ko sem s Contijem snemal tisto glas. Takrat sem ga pri sebi v glav označil za en tak mikrobombnik. To se pravi nekaj, kar si navajen izkusiti pri BMW M4, ampak v manjšem paketu, ampak prijemo do tega še pozneje. Total menjalnika, ne, lahko ga dobiš tudi z ročnim, ampak pa se številke pri pospeških mal spremenijo. A veš, o čem je fora? Da vidim, če sem si vse prav zapomnil. To se pravi, od 0 do 100 z avtomatikom 4,1, če imaš ročen menjalnik pa 4,3, 4,4. Od 0 do 200 dobrih 300, to sem čisto narobe povedal. Od 0 do 200 dobrih 13, ampak z ročnim pa rabiš švoh sekundo dlje. Zdaj ta glav... Zdaj vtis, ne, to tudi ne. Ker sem jaz ta avto prvič pelil, mislim reči prvič hitro pelil, sem dejansko dobil feeling, da vozim mini M4. Zdaj treba nekaj poudariti. Včasih je bila razlika v vozni dinamiki, v feelingu za volanom med M2 pa M4 izrazitejša. Ampak zdaj moraš pa upoštevati nekaj drugega. M2 je pod plehom v resnici blago skrčen M4. Vse tiste te glavne komponente, ki ga delajo to, kar je, torej nor vozniški stroj, so dejansko prenešene. M2 je od M4 recimo krajši za sam 20 cm. Njegova medosna razdalja se je med generacijami podaljšala za 11 cm. Zdaj, kaj ti pove daljše medosje? Da ga je tudi takrat, ko se z avtom peleš na meji, majčkeno lažje loviti, da je malo lažje nadzorljiv.
To sploh beseda. Nadzirljiv, ta je pa ta prava. In dejansko, vozna dinamika pri tem avtomobilu, pa to je stvar fantazije. Diferencial je sposoben, pazi zdaj to, navor 100% variabilno prenašati iz enega bicikla na drugega. Sam čakam, da gre tale min. Olej, šmarca, tle sem pa jaz izpit naredil. Šmarca! Hotel sem reči, da je najbrž tudi cajt, da v tem trenutku pohvalim gume, v katere je obut. Poglej, kaj piše. Continental, v bistvu Continental piše nekje spodaj. Piše pa tukaj gor Sport Contact 7. Kaj sem hotel reči? Dej ti bom jaz stisnil link, pa si pejt pogled, ker sem se jaz s to gumo srečil prvič z različnimi stroji. Mislim, da so bili Hyundai i30N, pa Toyota Supra, pa Audi RS3, pa še par drugih avtomobilov. V glavnem res orang zmes, manjko te gume je to, da se mogoče obnuca mal prej, kot kakšna druga konkurenčna, ampak grab to pa kasvina. Ok, pojmo naprej. Kaj bi še posebej izpostavil? Avto je krasen za peljati tudi za vsak dan. Ja, seveda, se je čvrst. V bistvu je full trd. Ni pa toliko trd, kot unta zelen Focus ST, ki sem ga testiral, z dodatnim športnim paketom. Ko ga postaviš na mejo, ga je tako lahko nadzirati, da popi. A veš, s tabo tako dobro komunicirati ene stvari že kar malo naprej povedati. Ne moramo pa mimo ene stvari. Stari moj, BMW M2 tehta tono 700. Tale z avtomatskim menjalnikom celo tono 725. To je za 3 žaklje cementa manj kot M4. To ni vse skupaj nič. Mogoče imaš tudi zato, mislim, poleg tega, da so BMW-jevi inženirji, vemo kakšni mojstri, feeling, da voziš mal večji pa težji avto, kakor je v resnici. Zdaj pa dizel zalav, pimpeduze. In pa ni čudenega, da sem se direkt za njim, ker v istem času zdaj vozim M2 pa Mazda MX-5, ker sem se usedel v MX-5, ko sem v feeling, da furam plastično igračo. A veš, stari, med tem dvema avtomobiloma je več kot pol tone, da ne rečem 600 kg razlike. Pa je valjda feeling čist drug, tudi Mazda ful manj gre, pa tako naprej. Ampak je zanimiv, kako ti lahko z razmeroma majhnim, kompaktnim športnim avtomobilom, kako lahko dve filozofiji pričarata tako različne učinke pri podobnih gabaritih. V resnici, ki ti primerjaš Mazda MX-5, sej, da se razumemo, kle jaz zdaj govorim oziroma primerjam, ne vem, pomaranče pa lubenice, ne. Ampak, ki jih pogledaš, ki sta skupaj parkirana, misliš, da je una Mazda tam zraven, avtoček v Luna Parku, a veš, kva so že uni avtoček v Luna Parku, ki se z njimi zaletavali? Bum, je rekel, bad. No, apropo vozne lastnosti, pa drsenje v vinku, česar je več kot sposoben. Poglej tole ikono zgoraj levo. Vidiš, kaj piše? M-Drift Analyzer. To je v bistvu ene vrste pomočnik, ki ti pomaga zmeriti, dajmo reči, tvojo učinkovitost. Mal ti nastavi ogledalo, ne? Koliko si ti sposoben dobro, enakomerno in fino oddriftati skozi zavoj. To je taka, bom rekel, igračka, za katero me dejansko zanima, če jo lastniki tisti, ki to ni novost, ne pri M-ih. Koliko kje uporabljate? Vam je všeč? A jo nucaš? Ali si jo samo enkrat pogledal, pa si rekel, v redu, mogoče enkrat drugič in pa ta drugič nikoli ni prišel. Ferbec me matra, M-Farerji, povejte mi, koliko je ur. A vidiš, različne stvari lahko spremljaš. Trajanje drsenja, kot drsenja, razdaljo drsenja in čak se malo. Kdo je pa tole na avtonesu? To se pravi, sekundo cela 7, kot drsenja. Saša, bi to ti? In seveda na koncu dobiš tudi oceno. Evo ti ga. Jaz sem ti hotel kokpit pokazati, pa sem nabasil še na eno izboklino, ki jo, če ni svetloba, glih ta prava sploh ne opaziš. Poglej to, kako se tukaj ta zadnji kolotek razširi nad zadnjo gumo. Mater vola. Tak dirkaški detalj je tole, se strinjamo. Ok, zdaj na vrsti pa kokpit. Tale konfiguracija oziroma tale barvna razporeditev, temna armaturna z velik carbon fiber, pa svetlo rjavimi sedeži. Tako sem prej rekel, ne, jaz bi izbral črnega M-a s takšnimi zici. A pa mogoče imate še kakšen odtenek temnejše. Zdaj, glede zicov je tako, ne, se mi zdi, da si lahko naročiš tudi tiste bolj hardcore karbonske školjke, pa tudi pri telih je tako, da pismo stari, če bi mu jaz še kakšno kilo več, tukaj noter, že ne bi več tako fino pasal, kljub temu, da je tale bočna opora, tukaj noter so take napihljive blazine, pa lahko tale razmak malo prilagaja. Mimogrede, tale rdeč detalj precej stopa, dobro zgleda. Drugač pa BMW M2. Tole okolje za prste polizati. Ogromnih dodatkov iz ogljikovih vlaken pozdravljam. Ne samo zato, ker dobro zgleda, ampak ker se tudi prah na njih bistveno manj pozna, kot na klasični črno-pijano plastiki. Nekaj podobnega srečaš tudi na volanu. Evo, vidiš, tukaj imaš te dve bližnjice, o katerih sem že pogosto govoril in danes ne bom še enkrat opisal v detajle. Se veš, o čem je fora, ne? To se pravi, ti pri M-ih oziroma vseh športnih avtih lahko nastavljaš, ama ni, da ni in pol, če ti hočeš hipno priti do teh nastavitev, pa zbereš pol M1 ali pa M2. Jaz vam to tako naštimam, da pri M1 imam vse na športno, pri M2 imam tudi vse na športno, sem, da če pritisnem tale gumb, pa se mi izklop tudi popolnoma vsa stabilizacijska elektronka. In to je to.
Ok, kaj sem hotel še povedati? Mater vola. A ja, tole. Tukaj na sredinskem grebenu, pa vse to že poznate, sploh so klasičen set stikal, s katerimi dostopaš do menijev, ki nastavljaš, pač vse živo, tukaj zraven imaš pa tele M-gumbke, to se pravi M-mode setup, pa športni spuh, pa auto hold. Vozni programi so naprej nastavljeni road, sport, pa track. Digitalna instrumentna plošča je pa, dajmo tako reči, jaz pravim, da mi je všeč, ampak mogoče bi, in se mi zdi, da tukaj delim tudi mnenje Saša Kapetanoviča, vsem rajši videl pomik v bolj klasično smer, tudi sicer podprt digitalno. Nekako mi tale obratomer ne gre skozi na tak način. Pa tole držalo za tablico tukaj tudi moram priznati, da mi ni najbolj simpatično. Vem, veliko vas je tistih, ki vas recimo mot, da tale zadeva tako izstopa iz armaturne plošče. Mene to recimo niti najmanj, v bistvu so nasprotno. Ti zasloni pa to, ki štrlijo ven iz armaturne plošče, meni so čisto simpatični, mene ne motijo. Vem pa, da ste mnogi izmed vas proti njim. Ok, pojmo naprej. Mimogrede, tale znakec M2 se ponoči svet. Zadnji se nisem usedel niti enkrat in me tudi ne zanima. To je avto za dva. Za konc pa, da note rekel komu imel si športno avto, pa nisi šel niti en krog. Pojmo, ne? Lej, dajmo takole reči, dajmo se opreti na mnenje enega človeka, ki zna ravno tako precej dobro sukati volan. Zadnjič se sprehajam čez Twitter, pa najdem objavo Chrisa Harrisa, ki pravi: Sorry all the haters, but this car is brilliant. Nekaj takega je rekel. Jaz se temu mnenju pridružujem. Imam sicer eno stvar, ki me mogoče majčkeno motne. Ne pozab, M2 je imel včasih menjalnik z dvojno sklopko. In to pomeni, da je bil predvsem med športno vožnjo malo bolj robat. In ves ta prenos navora, da si ga malo bolj čutil. Ta 8-stopenjski avtomatski menjalnik je v vseh pogledih, mislim, odličen, izreden, deluje precej nezaznavno, kar pomeni, da se navor zares učinkovito prenaša iz motorja prek kardana na zadnjo os, ne. Ampak vsa ta učinkovitost se mi zdi, da je M2 majčkeno oropala te robatosti, ki športnim avtom v resnici kar dobro pritiče. A ni tako, da hočemo, da je avto malo rough. In to učinkovitost v povezavi z menjalnikom, ki je ne me narobe razumeti, res odličen, jaz vidim, kaj je vrste filter, kada so čez M2, imam enega prijatelja, ki pravi, da sodobni športni avti so, to je tako, kot takrat, ki misliš s kondomom. Ful je fajn, ampak mater vola, vse malo manj čutiš, kot bi drugače. No to, BMW Slovenija se zdaj sam za glavo držijo. Kaj? M2 ni kot kondom! Ja, vem, it's ok. To sem jaz rekel, to niste vi rekli. Odlično stroje. Pač užitek ga je pela, direkten, neposreden, tudi če ga malo poserješ, ti odpusti. Znate seveda tudi ugrizniti, ampak drifti, drsenja so pač dosegljiva tako, kot otroku sladkarije v štacuni. Vse skupaj je na dosegu roke, na dosegu stopalke za plin v vsakem momentu. In to ti pri športnem avtu valjda hočeš. To, kar ti hočeš, ta avto tudi naredi brez kakršnega koli obotavljanja. In pol tudi ta kondom, ki sem ga prej opisal, ne, ni tako grozna reč. Se ti lahko pol zadevo snamaš s tem, da izklopiš vsa tista pomagala, ki ti pomagajo, pa si pa res sam še tipa avto, mislim, tipa mehanski oprijem. Inač, jaz mislim, da je to trenutek, ki se tale vlog lahko počasi zaključi. Jaz upam, da si zdržal do konca, da si izvedel, kaj je zanimivega. In to je to. Folk, ajde, čau. Jaz sem pa še en trikotnik.